Končale so se brezskrbne počitnice in zopet se je pričela šola. 1. september, dan, ki ga otroci pričakujejo z nestrpnostjo, starši pa si belijo glavo z vprašanjem, ali bo moj otrok prišel varno v šolo. Letne statistike kažejo, da je na naših cestah vedno več mrtvih. Še večja pa je tragedija, če je ta žrtev otrok. Tudi v Medvodah in okolici so seveda nevarna križišča, kjer otroci prečkajo cestišče. Nekatere sicer pripeljajo kar starši sami, vendar pa jih večinoma hodi sama v šolo, peš ali s kolesom. In tako postanejo rizična skupina v prometu. Najbolj izpostavljena križišča sta na Klancu in v Preski pri gasilnem domu. Na policijski postaji v Medvodah so nam povedali, da bodo policaji intenzivno nadzirali promet do 10. septembra in to zjutraj ter popoldan. V tem času naj bi se otroci kolikor toliko navadili na promet. Seveda pa nosimo veliko odgovornost, predvsem mi vozniki. Upajmo, da bo drugo leto bolj ugodna statistika in da ne bo ugasnilo toliko mladih življenj. Mnogim se dan na radijskih valovih večkrat začne stavkom Katarina nad Ljubljano toliko in toliko stopinj. A če bi bili bolj natančni, je Katarina pravzaprav nad Medvodami, ki so sedaj z asfaltiranjem ceste do vzpona v hrib Katarinčanom mnogo bližje. Kakšen je vsakdanji utrip v teh gorskih vaseh, ki jih zlasti ob lepih koncih tedna preplavi množica turistov, smo vprašali nekaj mlajših domačinov. Kako bi nam lahko na kratko predstavili to prijetno vasico Katarino? Ja, Katarina kot zaselek je sestavljena iz več zaselkov. Seveda, tlele je center, tudi se imenuje Topol, tam dol zadaj se imenuje Suše, gor na vrh je Brezovca, tam zadaj za obronkom se imenuje pa Ivovka. Ja. Tudi par kmetij, se pravi, da je razpotegnjena kot taka Katarina na veliki površini. Predvsem je to hribovita krajevna skupnost. Ja, to je hribovita, tudi kmetje kot taki obdelujejo zemljo zelo težko. Se pravi, sicer so nekaj že modernizirani, samo v glavnem je večino treba dela narediti na roke. Hribovska krajevna skupnost s trdim delom so nekateri tudi vztrajni, nekateri se pa že obupali. Tako da so kmetje in nekaterih ni več. In se število prebivalstva povečuje ali se zaradi posebnih pogojev zmanjšuje? Ja, število prebivalstva je tako. Če pogledamo 15 let nazaj, je bilo prebivalcev več kot jih je danes, iz tega razloga, ker je bilo takrat več mladih. Danes opažamo, da je v šoli veliko manj otrok, kot jih je bilo 15 let nazaj. Vzrok za to bi lahko rekli, da je več vzrokov. En od teh vzrokov je, da je bil takrat sprejet odlok o pokrajinskem parku Pohorajski Dolomiti, kjer so prepovedali gradnjo na tem območju stanovanjskih hiš in podobnih objektov, in tako da so se te mladi, ki so bili tukaj pripravljeni delati hiše ali kaj podobnega, selili predvsem v dolino in v druge kraje, kjer so si postavili hiše in ustvarjali družino, in zato je ta izpad teh mladih, kateri so šli, ogromen. Manj je otrok, manj je prebivalcev, vsako leto lahko rečemo, da jih je manj. Nimamo tukaj trgovine, slaba je cestna povezava. Sicer se letos nekaj povezava iz medvoške strani modernizirala, se pravi, da je tiste 2-3 km asfalta na novo. Tudi sama Katarina kot taka, se pravi, nimamo vode. Ta pravi, da je bilo sušno obdobje, so vodo skoraj celo poletje vozili s cisternami. In pa, če bi lahko še omenil, da je konec tedna tukaj predvsem veliko turistov, ker se še dodatna obremenitev za kraj, se pravi, ni parkirnih prostorov in pa seveda obremenjene so vse ostale stvari. Če smo že pri turizmu in pri turistih, so predvsem to obiskovalci, ki hodijo na Katarino ob vikendih. Ja, to so petki, sobote, nedelje.
To je ogromno število avtomobilov, se ne da nikjer parkirati, to je vse polno. Uničujejo tako travnate površine kot pridelke in tako naprej, ker vse povsod hodijo, ne poznajo, rekel, bontona planinskega. No, ne rečem, da vsi, seveda nekateri so disciplinirani, nekateri pa niso. In seveda tukaj sta dve gostilni, kateri jih pogostita v največji meri, kakor lahko morata, ampak to je, mislim, da je prevelik zalogaj tudi za ta dva gostinca, ker je ljudi ogromno. Z dneva v dan več, še posebej pa jeseni čez zimo, kot take zime, ki so bile zdaj, ker ni bilo snega, in pa spomlad. Vemo, da je v dolini megla in seveda tukaj gore skozi sonce toplo in v glavnem ljudje pridejo na svež zrak in čist zrak. Ali imate kakšno novo vizijo turizma, kakšno drugačno? Ja, jaz mislim, da bi se mogli tukaj domačini, kmetje odločiti za neke vrste kmečkega turizma, se pravi, da bi bilo možno kje prespati, da bi bilo možno s kakšno dodatno dejavnostjo se ukvarjati, se pravi s kakšnim jahalnim športom, s kakšnimi drugimi športi in pa seveda eno tako obliko bolj bivalnega turizma, da ne bi bili te motorni turisti, kot so, se pravi, da pridejo z avtomobili in potem grejo. Se pravi, da bi kar nekaj časa lahko ostali ljudje in da bi se ogledali tukaj okrog to hribovje po Kograjsko in ostale stvari, ki so dosti zanimive v okolici. Ko smo že govorili o vodi, bi nam lahko kaj več povedali o problemih z vodo? Ja, z vodo so zadnje čase, se pravi 2-3 leta so velike težave. Rešujemo jih z eno tako cisterno za traktorski priklop. Samo to je pol strošek pride velik, Dogovarjamo se za en nov sistem vodovoda. Prva verzija nam je padla v vodo, smo imeli nekaj težav. No, zdaj v letošnjem letu kaže, da bo to nekako se začeli nekaj delati, nekaj napredovati. Seveda iz precejšnjo mero lastne udeležbe, pa so težave iz soglasij, podobnimi stvarmi. Dodatna težava je, ker je voda, močnejši izvir vode na takšnem terenu, da bo treba močne črpalke, da se bo to prečrpavalo in seveda pol iz tistih zbiralnikov naj bi se to pol naredila mreža. Ampak mislim, da to v letošnjem letu še ne bo izveden, upajmo pa, da bo ne. Kakšno je pa pri tem sodelovanje občine? Ja, sama občina trenutno ne sodeluje najboljš. Sicer še ne gremo, nismo še pri nobeni gradnji, s papirji imamo pa dosti težavne. Tako da enkrat smo imeli izdelan že idejni projekt, pa je bil zavrnjen, tako da smo mogli vse ponovno začeti urejati in seveda ponovno plačevati. Kako pa kaj deluje po vašem mnenju krajevna skupnost? Ja, krajevna skupnost glede na prostorsko velikost, se pravi, da je zelo razpotegnjena, se je dol meja skoraj v bližini Sore. Mislim, da težko je ljudi skupaj spraviti, se pravi, da bi na te sestanke, občni zbori, kateri so, težko ljudje skupaj pridejo. Zdaj ne vem, ali zaradi tega, ker niso dosti obveščeni, ali zaradi samega nezainteresiranja. Mislim pa, da tisti ljudje, ki so zainteresirani za določeno stvar, pridejo na te sestanke. Vemo pa, da to v nedogled ne bi bilo dobro v taki meri, kot je zdaj. Zato bi bilo dobro za novo krajevno samoupravo, ki je nekje v pripravi, se pravi, ta zakon je v pripravi, da bi tudi te meje krajevne skupnosti in pa nasploh občine imeli neko podlago meje iz bivših far, so bile včasih fare, meje fare, tako da smo mi mnenja, da bi bilo dobro, da bi to krajevno skupnost potegnili zraven še zaselek Belo in pa da bi meja potekala pač po tistih mejah, ki je bila včasih fara. Ker ljudje se tudi med sabo poznajo, tukaj na Katarini imajo vsi na pokopališču grobove. V glavnem vsa veza prek pošte, šole, trgovin in tako naprej je v bistvu vklele na Medvoški konec, na Katarino in mislim, da bi bilo prav, da bi se te ljudje seveda na podlagi referenduma, če se bojo odločili za to našo krajevno skupnost, da bi nekje skupaj lahko tudi sodelovali in tudi seveda več naredili, kot sami posebej vsak za sebe. V zadnjih letih je bilo več milih zim z malo ali skoraj nič snega. Kako pa je izgledalo tukaj na Katarini, ko so bile hujše zime, ko je bilo več snega? Ja, včasih, ko so bile, mislim, ko je bilo dosti snega, smo pač tele mladinci ali pa šolarji naredili kakšna tekmovanja
v kakšnem veleslalomu, ne, pa v sankanju, pa to. Takrat smo imeli tudi včasih ta Jurij Slatnar, ki je treniral za navizni tenis, ne. So tudi osnovnošolarji dobre rezultate dosegali. Mladinci smo tudi v ligi špilali, ne. Zdaj bi pa vprašal vse vas, kakšno je pa kaj družabno življenje na Katarini? Lahko jaz začnem? Ja. Družabno življenje, jaz mislim, da ga skoraj ni. Ne. Če se naredimo kaj družabnega, pa si to po privat veselici naredimo. Vsak za sebe, če kakšen rojstni dan praznuje kaj podobnega. Drugače gremo v glavnem vsi dol med vode ali pa še kam drugam, pa na diskotekah ali pa kako ne. Pač človek po svoje se veseli, a ne. Lahko bi se marsikaj več dogajalo, ker včasih se je marsikaj več tudi dogajalo, so bile tudi veselice redne in tako naprej. Zdaj pa vse je počasi zamrlo, ne. Ni več tistih entuzijastov, da bi karkoli organizirali, ni volje, mislim, za te stvari. Ja, tako kot je Ciril povedal, a ne, mladina se ne organizira več tukaj gor, čeprav bi se recimo pošolska mladina, po osnovnošolska mladina bi se lahko v šoli še kaj organizirala, da bi se kaj dogajalo. Kaj drugega pa res ni. Razen kar nas je ostalih, petek, soboto zvečer, če pridemo tudi tukaj do te gostilne, drugega, kakšnega doma ali kakšne stvari take posebne pa tle gor nima. Tudi prireditev ni takih, razen kar je v okviru šole, a ne. V lanskem, kot tudi v letošnjem septembru, so potekala večja vzdrževalna dela na vodovodu Stare Preske. Z mano je gospod Brane Šuštaršič, član vodovodnega odbora Preska, in rada bi mu zastavila nekaj vprašanj o tej obnovi vodovoda. Kot prvo vprašanje, koliko pa je star ta preški vodovod? No, preški vodovod je nekje star od 1905 oziroma 6. leta, ne. Bil je sicer takrat izredno kvalitetno narejen, ne, iz litoželeznih cevi, ki so bile skupaj zabite s svincem, ne. Ker je edini problem je to, da pa tak vodovod ne prenese vibracij, in ker je vodovoda veliko pod cesto, je prišlo že do manjših poškodb, ne. Z ozirom na to, da se pa pripravlja asfaltiranje ceste, asfalt proti Studenčičem, in da je trasa našega vodovoda približno 300 metrov pod sedajnim cestiščem, ker takrat se je ta makadamska cesta oziroma ta nova trasa ceste delala, noben tega ni upošteval, ne, je bilo nujno umakniti glavno cev izpod cestišča, ne, v bankino vodovoda, ne. Zato je prišlo tudi v lanskem letu do te adaptacije tega vodovoda oziroma do zamenjave glavne cevi. Dokumentacija je bila hranjena v župnišču takrat, ker verjetno, ne vem, po mojem mišljenju je bil tudi župnišče eden od večjih financerjev takrat, ker to je bil en od prvih vodovodov v Medvoški kotlin. Ki je bila pa baje med vojsko vsa uničena, tako da dokumentacije nobene ni, ne. Kaj pa z delom krajanov? Ali so kaj prispevali k izgradnji oziroma obnovitvi tega vodovoda? No, vodovodni odbor je sprejel ključ, da vsak priključek plača glede na priključek $2000 in pa enoletno porabo po $40 na kubik. Koliko gospodinjstev pa obsega ta preški vodovod? Preški vodovod približno vzdržuje, ne približno, ampak jaz bi rekel 36 gospodinjstev, a ne, s tem, da so pač nekateri, 2 sta odseljena, imata pa priključke, a ne, mislim, še ne uporabljata vode, in s tem jih je 36, drugače je 34 priključkov, ne. To je vaški vodovod. Kaj pa v primeru suše? Ali imate zagotovljeno kakšno pomoč večjega vodovoda?
Torej, ta vodovod je vse do leta 1965, ko so se pač začeli stranišane splakvanje in pa pralni stroj v vasi zadostval vaškim potrebam. Od takrat naprej pa ob sušnem času je bilo vode zmeraj premalo, zato smo tamle pri Kršinarju, ki se križata naša pa Medvoška takratna ali pa zdaj naša Kranjska cev, naredili jašek in s Kranju plačali priključek kot hišni priključek in plačujemo tudi po dnevni ceni Kranju vodo, kar jo rabimo v takih primerih. Imamo regulacijski ventil montiran in pri padcu tlaka v našem vodovodu se avtomatsko odpira. Približno polovico sredstev smo zbrali kot krajani, 160 tisoč nam je pomagala krajevna skupnost Preska in pa 250 tisoč občina Šiška in se tudi tam zahvalil za te prispevane sredstva, ker brez teh bi bilo pač velik udar za krajane, glede na to, da so pač časi, ki ljudje skozi težje dajejo denar. S tem pa, da moram reči, da smo pa polovico stroškov, ki je pa največ pomen, pa le mi iz lasten modelan krajani sami nekje nadoknadili, da ni bilo treba plačati. Je Preški vodovod edini v okraju Medvod? Ne, to ne, verjetno pa, da je najstarejši. Moram reči, da kljub suši, ker zgornjega praktično ni bilo vode, smo mi imeli vsak dan še 8-9 kubikov svoje vode, zdaj v največji suši iz spodnjega rezervarja. Ker pa moramo reči, da jo tu spodnji rezervar po največji moči ne da več kot 12 dnevno. To se pravi, da spodnji suše še zmeraj ni veliko občutil. No, kot sem že prej omenil, je bil približno polovico sredstev smo zbrali kot krajani, 160 tisoč nam je krajevna skupnost Preska in pa 250 tisoč občina in se tudi tam zahvalil za te prispevane sredstva, ker brez teh bi bilo pač velik udar za krajane, glede na to, da so pač časi, ki ljudje skozi težje dajejo denar. S tem pa, da moram reči, da smo pa polovico stroškov, ki je pa največ pomen, pa le mi iz lasten modelan krajani sami nekje nadoknadili, da ni bilo plačati. Je Preški vodovod edini v okraju Medvod? Ne, to ne, verjetno pa, da je najstarejši, ker imajo pač vse vasi okrog svoje vaške vodovode. V katero medvoško podjetje bi vi vložili svoje lastninske certifikate? Ja, težko reči. V Elehit. V medvoško podjetje Mbeno. Noben. Kakšnega živilskega, sem živilski delavec. Svoje. Ja. A v svoje podjetje? Ja. Kjerova je to? Kolor. Kolor. Ja. Kjera firma bi bila? Ja, v Medvodah. Ja, to je ne slabo. Kjera pa je to, recimo? Ja, recimo Donit. Še ne vem. V Donit verjetno, ker sem tam 30 let dela pustila. Ne poznam medvoških podjetij, sem se pa pač odločila že za podjetje, v katerem delam. Ja, ne vem. Ja, to pa ne moram reči. Ne veste, se še niste odločili? Ne, mislim, ni zdaj take, kaj jaz vem, take jasne situacije, da bi bil kam to dati. Jaz sem jih v Loko. Najboljš kar v tole, v Loka, blagovni center. Kaj pa vi mislite? Sigurno nobeno medvoško. Pri nas je podjetje v redu, če dobro posluje, v tistega bi jaz tudi vložil. V katero podjetje pa delate? V Donitu. Ne bi videla. Savske reklame Medvode recimo. Malo prezgodaj še. Za zdaj še v nobenih. Nisem finančen tip in s tem se ne ukvarjam. To je težko vprašanje. Verjetno v Tesniti. Nobeno. Ne vem. Medvoško podjetje. Mogoče v Offset ali pa kakšno privatno ali pa kaj takega. Medvoško? Po mojem zaenkrat v Koloru. Pojma nimam. Hvala.
Glasbene prireditve pod naslovom Jesenske serenade imajo že nekajletno tradicijo. Zdaj bi pa prosila gospoda Lorenca, če mi lahko poveste, kje se je pravzaprav ta tradicija začela. Vse skupaj se je začelo v Ljubljani, in sicer leta 1977, ko sem bil predsednik glasbene mladine in sem, glede na to, da sem s kolegom Primožem Sobanom, kitaristom, nastopil večkrat v atriju Trubarjevega antikvariata, dal pobudo, da bi se tam odvijale neke vrste serenade. To so bile v začetku junijske serenade, kasneje pa smo jih prestavili na september, ker se nam je zdelo, da je ta termin nekako najbolj zanimiv, glede na to, da se poletne prireditve v Ljubljani iztečejo, vrata teh uradnih kulturnih inštitucij pa se šele odpirajo. No, in te serenade potekajo v istem času na večjih krajih, tako da je krog poslušalstva širši. Odkot pa ta ideja? Torej, glede na odmevnost in popularnost teh prvotno samo ljubljanskih jesenskih serenad se je začelo širiti zanimanje tudi drugje po Sloveniji. Najprej še na eni lokaciji v Ljubljani, in sicer v Elovškovi kapeli na Kodeljevem. Kasneje je pokazal zanimanje za serenade grad Goričane, ki ga zdaj trenutno zaradi obnove nadomešča ta župnijska cerkev tu v Preski. Kasneje so se serenade razširile še v Kosovo, Grščino na Jesenicah, potem v grad Grimšče pri Bledu in končno letos še v 6. lokacijo, to je grad Bogenšperk nad Letijo. In kakšne stile glasbe lahko tukaj slišimo v bistvu, če bi mi lahko kar povedali, kakšen je program za današnje jesenske serenade? Torej, za letošnje jesenske, če lahko kar v celoti povem, so stilna obdobja, ki jih bodo mladi glasbeniki predstavljali, renesansa, barok, romantika in pa 20. stoletje. Ansambli pa so, renesanso bo predstavil vokalni kvintet Sumus iz Zajdovščine, barok, se pravi Bachove partite za samo violino, violinist Viktor Petek iz Maribora, godalni kvartet z romantičnimi deli bo predstavil Sončni kvartet, to so 4 odlične študentke Ljubljanske glasbene akademije, 20. stoletje pa bo predstavljeno z deli za trio flaut, in to v izvedbi 3 dijakinj srednje glasbene šole, 3 mladih Ločank, ki pa skupaj muzicirajo že celih 8 let. Mladih nadebudnih glasbenikov torej kot še nikoli, lepe in zanimive muzike iz najrazličnejših stilnih obdobij tudi. Zaželimo si le še nekaj prijaznih, toplih večerov in čim več hvaležnih poslušalcev, ki bodo znali ceniti znanje in prepričljivost mladih interpretov. Minil je šele en kulturni večer ob poslušanju jesenskih serenad. Vrata župnijske cerkve v Preski bodo v ponedeljek, torek in sredo ob 20. uri odprta še vsem, ki si želite malce kulturnega vzdušja ob poslušanju kvalitetne glasbe. Vzemite si torej malce časa in tudi vi postanite del tega kulturnega dogodka. Na Šmarno goro, to našo najbolj priljubljeno in najbolj obiskano izletniško točko, smo se odpravili po eni izmed 12 poti. Sicer ni najtežja, imenuje pa se Pot čez peske. Zaradi uhojenosti je pot kot usekana v skale, vendar obrasla z bujnim rastlinjem. Zaradi tega ni naključje, da je na pobočjih tudi učna pot, ki zajema dvojčico Grmado. Table ob poti nam odkrivajo vrste rastlin. Zaradi tega in drugih zanimivosti se je občina Šiška odločila, da bo Šmarno goro z okolico razglasila za naravni in kulturni spomenik. O poti na goro, kot jo imenujejo domačini, je mnogo znamenj, predvsem verskega značaja. Med njimi pa je tudi spomenik v obliki kapelice, v obliki verskega znamenja, vendar na njem piše, da je
Tu pade v partizan Toni Željko, imenovan Rajko, ki je bil žrtev izdajalcev in to proti koncu vojne 1944. leta. Mnogi še vedno jemljajo pot na goro kot romanje, na kar kažejo leseni krisci v kapelici na sedlu. Gospod Fran Vodnik, vi ste res pravi vodnik po Šmarni gori. Ali nam lahko poveste, po čem je ta naša najbolj priljubljena izletniška točka, najbolj obiskana, znana? Šmarna gora je znana po 5 zelo bogatih faktorjih. To se pravi, na Šmarni gori so bile sezidane 3 cerkve, to se pravi po arhitektonski strani. Potem po freskah od Matevža Langusa in Antona Koželja. Nadalje po 5 pesnitvah dr. Franceta Prešerna, ki je hodil k svojemu stricu na Šmarno goro na obisk. In tako ni nihče pred njim, niti za njim napisal toliko pesmi o Šmarni gori. Nadalje je Šmarna gora znana tudi o tem, da so gor se veliko pogovarjali o slovenskem planinstvu, kajti ulice so imeli Nemci pod vplivom, Savinjske in Kamniške Alpe pa Čehi. In tako so na Šmarni gori potem tudi sklenili, da bomo dobili, da se ustanovi slovensko planinsko društvo. Sosedna grmada Šmarne gore, ki je 6 metrov višja od recimo 669 metrov, kot ima Šmarna gora, se je razvijal tudi alpinizem. Zasluge za to ima primarij Pogačnik, ki je financiral kline in žico, da imamo tako sedaj varovano plezalno pot. Cerkev na Šmarni gori je posvečena Mariji Roženvenski. To se pravi, da vsako prvo nedeljo v oktobru je tukaj gor patronska maša. Roženvensko predstavljanje Šmarnogorske cerkve pa predstavlja 15 reliefov, in sicer žalostni del Roženega venca, najprej pa veseli del in na koncu častitljivi del Roženega venca. Matevž Langus je imel srčno željo, da poslika veliko kupolo na Šmarni gori. Vsi ljudje, ki dan danes prihajajo obiskovati to cerkev, se čudijo, kako da morajo biti freske tako živobarvne že 146 let. Langus je rad slikal Marino nebovzete in tako tudi v tej kupoli to prikazal. Z leve in desne strani se od nje poslavlja po 6 apostolov, na vrhu pa jo čaka Sveta Trojica. No, če od oltarja gledamo proti koru oziroma orgljem, vidimo z desne strani stoječo in molečo Primčevo Julijo, pred njo na tleh pa kleči s klobukom na palici dr. France Prešeren in pred njim je pa otrok Jakob Aljaž, ki je bil takrat ob koncu 1847 leta ravno star 1 leto pa pol. In tako, ko je obiskoval Šmarno goro in svojega strica Jakoba, sklepamo, da je Prešeren dobil na Šmarni gori mnoge navdihe za svoje romance, balade, Krst pri Savici in tako dalje, pa tudi za nebeško procesijo, kar nam je že znano. Pa odzidanje cerkve na Šmarni gori, potem Šmarna gora je bila njegova druga pesnitev, kjer je zapisano: blagor vam, ki prihajate na to sveto goro, Šmarno goro, častit Marijo v nebo vzeto. Glede na to, da je na gori protiturški tabor, ali je kdaj turško kopito stopilo na Šmarno goro? Ko so začeli Turki prihajati leta 1469 tudi v Slovenijo, so 2 leti poznaje, 71 leta potem zgradili tudi obzidje okrog Šmarne gore. Turki nikdar na Šmarno goro niso prišli. Na Šmarni gori je bil to nedeljo tudi finale teka na Slovenske gore. Vrh Šmarne gore pa je daleč znan tudi po odlični gostilni Ledinek. Koliko gostov je, računate, je prišlo danes na goro? Je prišlo tam okrog 3000 obiskovalcev Šmarne gore čez cel dan. Včasih pride tudi več, včasih pa tudi manj. Gospod Miha je povedal, da tudi pri njih v oktobru začno peči vse vrste slastnih kolin, od krvavic do njihove hišne specialitete mavželjna.